Takole gledam človeka v obraz in si rečem, te plemenite poteze, ki ponazarjajo njegovo inteligenco, njegovo razumevanje, njegovo bistvo tistega, kar si zasluži. Z nami je Karl Erjavec. Ja, lepo zdrav, pa najprej hvala za tako čudovito napoved. Zdaj že nisem bil kar nekaj časa, od februarja, tako pred kamerami, pred mikrofonom, in moram reči, da taka napoved človeku seveda pomaga, da se lahko sprostim, da spet lahko rečem, boli mene džoko za vse skupaj, konec koncev imam Porscheja, vikend v Karigadorju in sem spet lahko star in spet mi bodo lahko upokojenci jedali za roke, a ne? Takole gledam vaše plemenite poteze. Ja. In odkje ste dobili te zobe? Nobene plombe, nobenega kariesa, nobenih znakov, da grizete, nobenih znakov, da imate močne spolne odnose, kjer ste perverzni, ampak čisti, lepi beli zobje. Ja, to je res lepo, da take stvari opaste. Jaz sem kar nekaj na tem delal, ne na takih zobeh. Kar nekaj sem delal, ko sem bil še predsednik Desusa z upokojenkami, ne, pa so malo one grizle. Je bilo tako, karasen je bilo, k te upokojenka ugrizne, tako paše. Pa sem jo pa jaz nazaj ugriznil, a ne. Ko takole govorite, ko vidim to mimiko vašega obraza, ko gledam te plemenite poteze, nekoliko imate že gub, kar je povsem normalno za človeka pri 60-ih. Ja. Je to vaše visoko čelo, podedvano po očetu, materi, ali ste morda delali vaje ali kaj podobnega? Ne morate vedeti, jaz sem v politiki aktiven že kar dolg časa. 15 let sem bil predsednik stranke Desus. Stranka Desus je takrat rasla, ko sem bil jaz predsednik, da jo je pa ta mala zafurala, ne. Jaz sem že večkrat rekel, takrat na kongresu sem rekel, vsak pivec enkrat pade iz stola, ne, sam Aleksandra ne. Ampak poglejte, zdaj se bo to zgodilo. Ona bo padla dol, ker ne zna. Moraš vedeti, stranka Desus je specifična stranka. Jaz sem mogel skozi svoje poslance vežbati, a ne. Jaz sem rekel Jurši, Jurša, tačko gor. Je dal tačko gor, priden sem mu dal briket. Krasen buldog si, ne. Gospod Karl Erjavec je moj gost. Gospod Erjavec, ko sem vas gledal na seji kongresa stranke upokojencev, in ko je govorila gospa Pivčeva, ste vaše ustnice zavili kot dve glisti, tanki in dolgi. Je morda bil to znak, da jo želite poljubiti? Ja, seveda, jaz sem komaj čakal, da bo ona ta govor končala. Konec koncev, jaz sem jo pripeljal v to politiko, a ne. Ona ni bila nič. Na Ptuju je bila, sem enkrat, ko sem kurante gledal, pa dvignem uno masko dol, pa zagledam eno krasno punčko s frizurco, tako prečka na levo. Sem rekel, ja, taj pa za Desus, vse je krasno, vse sem ji dal. Ona je bila ko buberek v loju. Sem pa ne zna, zdaj pa ne zna, ona se ne zna obnašati z novinarji. A ne, jaz sem imel novinarje pod kontrolo. Jaz se spomnim, je prišla Katarina Matejčič, ko sem jaz vozil Alfa Romea, je rekla, to pa ne, pa me je napadala, pa sem pa kupil Porscheja, je pa nehala napadati, pa sva šla noter v Patrijo brez konfiguracije, oj, bilo lepo. In sem imel vse pod kontrolo, ona pa nima, ona pa tega zdaj ne zna. Pa se pa tam z Breznikom, pa s temi ga pije, pa čist brez veze. Gospod Erjavec. Ona bi mogla Orešnika peljati na pijačo, ona bi mogla Božiča peljati na pijačo, ona bi mogla Drnovška, novinarje, ti moraš novinarje imeti. Gospod Erjavec, kako božajo vaše besede. Ja. Kako vaša inteligenca počasi prerašča. Ja. Kako se širi skozi eter prvega programa, nacionalnega programa. Ja. Jaz se selim sedaj na Val 202. To ljudje pogrešajo. Gospod Erjavec, najlepša hvala. Hvala tudi vam. In lep pozdrav.